Ljudje in ljudine, poslušate 103. epizodo oziroma 4. epizodo 4. sezone podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, obubožani in brezupno obteženi z dolgovi, sva, tako kot vedno, ne čisto vedno, no? Mito Gegić, servus. In Aljoša Harlamov, namreč Igor je zbolel. Nima covida, hvala Bogu, sicer pa tudi, če bi ga imel, se ta ne prenaša preko vibracij. Vsej, dokler nismo prebrali na kakšnem od unih portalov, kaj so že po Planet zdravja. Planet lepote. Planet lepote. Skratka, mogoče oni vejo, kako se še drugače prenaša. Skratka, četrtič zapored pa imamo gosta, tako da smo vsem trije in sicer je tretjič z nami in njegovo visočanstvo, sultan v prostovoljnem izgnanstvu, Anže Tomić. Anže. Okay. Živijo. Hvala, da si z nami. Kako je torej v penziji, povej? Pa super, golf igram. To bo, ja. A res? Ja, konstantno, cele dneve golf igram. A to unga, ki ga imaš v pisarni, ki je samo ena taka. To jaz drugače imam. Jaz imam 2 te palce. Foter jih je dobil za neka poslovna darila, tako 100 let nazaj. Tako da imam 2 te pisarniške palce z leseno lukno, da si jo lahko v pisarni postaviš. In sem z njimi že na šverci igral minigolf po Istri. Ker sem si na eBayu kupil žogce za minigolf, ta prave, ker mora biti tu na gumija, če ne se preveč odbija. In imam tako 3 žogce in pol te palce in pol izven sezone, ker te golfi, minigolfi po plažah me delajo. Se da igrati, top tip, kako prešparati. 27 kun. Skratka, to je bil prvi life hack, Anžeta Tomića. Super. Ne veš, kaj najbolj smešno pri tem? Anže je prenesel opremo, ki je tako ziher 2 jurja. A veš, on pa špara na minigolfu. Minigolf je meni drugače tako res ok. Minigolf je zakon. Jaz uživam v minigolfu. Ja, skratka, če se boste čudili, zakaj smo danes še bolj žametni kot ponavadi, to je Anžetova izposojena oprema, malo se je prišel považiti. Ja, res nisem povedal, da jo bom prenesel. No? To je res. Tako da, Igor, skratka, pogrešamo te, če tole poslušaš, jaz upam, da boš poslušal, ker montiraš. Tema današnje epizode je, kot smo prejšnji teden napovedali, trenutno najbolj vroča serija, ki je dosegla 111 milijonov ogledov v prvem mesecu od 17. septembra, ko je na voljo, ter je bila najbolj gledana vsebina na 97 teritorijih. Govorimo pa seveda o južnokorejski domnevam, seriji Squid Game oziroma po obodovsko Ligni brez meja. Tle ima Mito sicer še neke druge ideje. Kalamari špil. Ne, jaz mislim, da Ligni brez meja je ena od njih redkih stvari, ki zadane. Pač toliko je neumen, pa toliko je neumen, pa toliko zadane bistvo, da deluje. Okay. To je noro, je to. Kaj sem še tuhtal o ligenskih igrah? Ne, Ligni brez meja je, jaz nisem mogel verjeti, ker sem to videl na Facebooku, noro. To je, resmo, imam primer, ko to ne deluje, ko se ljudje trudijo s prevodi, se spomnite izjemnih, ampak res izjemnih filmov s Charlieom Sheenom, Hot Shots, pa Hot Shots Pardu, napihnenci, ne. A veš, to je, en je probu, ampak ne pride, tam ne pride čez ograjo, ne. Ligni brez meja, to je pa Usain Bolt, razumeš, slovenskih prevodov, kar se mene tiče. Tako da, sem še z večjim veseljem sem prišel. To nas najbolj veseli. Skratka, vi pa vsi, ki tole poslušate, če serije še niste pogledali in bi želeli, da vam je ne pokvarimo, poglejte si jo in se vrnite k poslušanju naše epizode, ko vam to uspe, samo 9 epizod je, so pa dolge približno urco, tako da nekaj časa boste vložili v to. Če pa serije niti ne boste gledali, bi se pa kakšno urco kratkočasili, vas pa vabimo, da prisedete v ta sploh nesumljiv črn kombi, v katerem vsi drugi že spijo, vozi ga pa model z masko, ki ne more biti varna za vožnjo. Skratka, maestro, zaigraj eno olimpijsko.
Skratka, Squid Game, danes govorimo o tem, vseeno smo se odločili, da bomo to vzeli pred Dune, ker je ena taka stvar, ki so jo že bolj ali manj vsi pogledali, ki ste vsi pogledali. Je nekako grozljivka, fetiš mučilka, smo to poimenovali v žanrskem pojmovniku, lahko bi rekli, da je seveda to akcijska serija, športna drama do neke mere. Športna drama. Ja, mogli bi pa še najti tukaj, mogoče se odpira še za en podžanr, jaz mislim, da je to neke vrste pač tale preživetvenica, ugankarica. Skratka, sodi med ene filme, vseeno malo tako, kot je, ne vem, Žaga ali pa kaj podobnega, kaj moraš rešiti, kjer ti zlobci ali pa neki nasprotniki postavijo neko nalogo, ki jo moraš uspešno rešiti, da preživiš. Tako nekako. Drugače pa strinjam, športna drama, kar Rudi, to jaz sem imel podobne občutke. Ja. A Rudi, val si gledal Rudi? Ja, mislim, poznam Rudija. Ja, to, no, okay, sem bilo strah si tako, če pa Rudija ne bi bil, jaz bi šel. Sem ni bil naslov Rudi, je bil naslov Rudi. Rudi je, seveda je Rudi. Še na koncu, cela poanta filma je, kad cel stadion, Rudi. 100%. Ubijate me, če ni res. Ne bova te držala za besedo. Skratka, ustvarjalec je Hwang Dong-hu. Ja. No, Rudi, si potrdil. Okay. Skratka, drugače režiser kratkih filmov in pa celovečercev My Father, Silence, Miss Granny, The Fortress in Collectors. In zdaj čakam Igorja, da mi pove, katere od teh je gledal. Ja, jaz sem vse. Ja, tudi jaz moram priznati. Če The Fortress me nekako znam, pa ne vem, kam bi ga inštaliral. Ja, mogoče misliš Dan Browna. Shots fired. Ja, okay. Ja, skratka, to je to, Igor, škoda, ker te ni z nami. Takole, igralska zasedba jih je kar nekaj znanih, skratka, korejskih igralcev, Lee Jung-jae, jaz upam, da seveda približno, ne vem, če pravilno izgovarjam ta imena, Housemate pa Park Hae-soo, bo v novem Money Heistu, ki ga Korejci pripravljajo, skratka, južnokorejsko varianto španske serije. Potem imamo mogoče, meni je bil všeč tale, da je gospod z možganskim tumorjem Oh Yeong-soo je igral v poletje, jesen, zima in pomlad, in sicer je bil en kar neimenovan Old Monk, to je to, ampak drugega, česa takega nisem našel. Anupam Tripathi, ki igra Abdula Alija, je bil v Space Sweepersih, potem sem še našel, seveda Lee Byung-hun, The Frontman, ta glavni je pa seveda igral v kar neki, tudi ameriških filmih, bil je v G.I. Joe. Ta istan ga je spoznal. Bulih ta prvi dveh, namreč ne v tem ta novem. Nista slaba, jaz tisti filmi trdim 5 od 10. 5 od 10, kar je več, kot bi jim drugi dal. Ja, to je precej več, kot bi marsikdo drugi dal. Jaz še enkrat, G.I. Joe, kaj sta G.I. Joe, Rise of the Cobra, ja, pa Retaliation. Za pogled. Karlavo ne more. Ja, ne, jaz tudi, pa ravno danes sem delil, ravno pred eno uro sem delil en članek, ki nas opisuje, kot da nismo snobi. Ful se trudim prikrivati svoje presenečenje nad sjajnim Anžetovim kusom, koliko ponavadi, tokrat pač ni tanka rdeča linija, ali kaj smo že imeli prvič, v drugi se spomnim, kaj je bilo, ampak tokrat smo očitno pri G.I. Joe, mislim, da stvar kar mal gre po stopnicah dol. Bil je sicer tudi še v Terminatorju, Genesis iz 2015, pa v veličastnih 7 iz 2016, in pa potem imamo še Gong-Ua, ki je v bistvu čist samo v eni bolj epizodni vlogci, mislim, da v drugi epizodi, pa mogoče že v prvi in seveda v zadnji, ki pa ga seveda poznamo iz Train to Busan, in če ne veste, kaj to je, poslušajte 67. epizodo. Tako, to so bili ti nucniki, ki jih morate slišati, to morate vedeti, da veste, kaj smo gledali, da se pripričate, da je to ista serija. In smo seveda že tam. Anže, kaj je tebe pripričalo k temu, da si pogledal to serijo? Zelo redko deliš kaj na družabna omrežja, pa rečeš ljudje, poglejte to, zato ker veš, da imaš tu veliko odgovornost, da ljudje poslušajo tvoje besede. Zakaj si to delil in rekel, ljudje, poglejte to?
Ja, ne, mislim, delim vedno za The Thin Red Line, to moramo. Ko sem jaz svoboden. Če slučajno še niste slišali, ko sem gostoval kdaj prej v tem podkastu, res The Thin Red Line. Jaz to brez kakršne koli ironije in seznina, še vedno je to moj najljubši film vseh časov. Jaz sem velik fan Terenca Melika, tudi to weird njegovih stvari. In The Thin Red Line je res ološ. So stvari, ki so ološ, to ni to, v glavnem. Zakaj sem Squid Game? Ja. Veš kaj, doma so to, ok, zdaj moram nekaj priznati. Jaz že eno leto gledam z mojo drago Gilmore Girls. To je zdaj živa resnica in od začetka do konca, ker je vse na Netflixu. Zdaj mislim, da so na sredini 5. sezone, tako da zdaj sta Lorelai pa Luke malo že skupaj, tako da bomo videli, kam to pelje, jaz ne vem, ker nisem še tega nič gledal. Tako da res to gledava in pol na vsake tok časa to malo presekava, ne, in gledava kaj drugega in se reka, da je ta Squid Game, vsi govorijo o tem, pa jaz moram reči, da imam to neko pozersko afiniteto imam do azijskega filma. Vedno bi več rad vedel o azijskem filmu, pa v resnici ne vem, pa karkoli gledam, tako, ste to videli. Ne, veš, kako je Parazit prišel, pa smo bili, Korejci. Te Korejci res znajo, ne. V resnici smo vsi, tako saj jaz sem videl tako prej 2 korejska filma, ne. Sej zanaš me je Urša Menard, ne, na Facebooku, ki je povedal, jaz pa art gledam, jaz ko vem, ja, to je tvoj job v resnici. Jaz pa pač probam tisto, kar probam in sem rekel, da gre gledati, ker če res se je tako. Fajn mi je tudi, ker se zdaj na vsake tok časa zgodijo ti momenti, ko neki res tok pluskne, da malo res pridejo res ta mainstream, ki se mi zdi, da ga bomo čez par let res že orang pogrešali, no, zdaj praktično ni več. Tako da sem pogledala in zdaj pač niso čist pobinžala, ker to pač domače življenje čist ne dopušča, ne, ampak že dolg nisem nekaj tako gledal, da mi ni bilo nič dolg čas. Pač, že zelo dolg, če tako sicer bomo prišli do angleškega dela, pa angleški v narekovajih, ne, ki je res, Kristus, pomagaj, ne, Aljoša, ti poznaš. Pač, moram reči, že zelo dolg, no, da sem nekaj pač sam gledal in je pač men padala. Veš, ker to se redko zgodi, se mi zdi, ker res smo, to se vem, da to je zdaj že zlajna ta platinasta doba, ne, sploh TV-ja oziroma serij pa tega. Res je zelo redko se zgodi, da so stvari, ki jih gledaš in minejo in si tako, jaz sem pa to pogledal, pa ti je všeč, pa ni nujno, da je najboljša stvar, tako res, jaz sem to stvar res pogledala, tako, veš, ni bilo. Jaz temu ne bi dal, tako, če bi na IMDb-ju, koliko leta 96 dajo cene, to jaz ne bi dal 10, to sem lahko pol pogovarjal, ampak dolg pa že nisem nekaj gledal, ko sem tako pogledal, hvala lepa, to sem pa nisem stran cajta vrgel, mal ti da misel, kul je narejen. Tudi to, kar si prej rekel, da je ta nek fetiš nasilja, to vam je zelo tako, jaz si ful ne znam ustvariti mnenja. V tem meni je ta pretiravanje boljš, kot tam, ki hočejo realistično pokazati stvari. Meni je tisti bolj disturbing, kot to kleka. To pa zmeram folk pa Tarantino, to, veste, Tarantino, on pa se pa sam, ja, ampak tam tako križ prica, ta stvar, če misliš, da tako iz človeka križ prica, jaz ne vem, kva gledaš. Jaz stavati 3-4 doktorjev reče, da tole pa ne bo to, ne. Ta nek, ki grejo v risanko, kar se nasilja tiče, me to, jaz to moja duša to veliko lažje spremlja, nekaj, ki bi bilo, ki so, zdaj ti bom pa rezal počasi, tisti je ne morem, tisti je meni porn, ta violence porn, resno. Kleka pa tako kar letijo malo stvari, pa mi je pa tako, a to zdaj, to se vemo, da je posnet, ne. To mene dosti pomiri, tako da klej bi se mogoče malo, ampak stop mi je bila. V bistvu je bila res ful dobro. No, super. Ja, sej, o vsem tem bomo razpravljali v nadaljevanju, seveda, koliko je to res ta močilka, torture porn, kakorkoli. To je minulno, ker res moram tudi priznati, da sem se nedolgo tega pogovarjal z kolegico Kajo Širok, ki mi je točno to pisala, kako je njej bilo pač vse to nasilje preveč. Jaz sem bil pa tako, v resnici sem jaz vse drugo gledal, in se mi nasilje sploh ni zdelo nič posebnega. Mislim, videl sem marsikaj, včeraj sem gledal recimo Titan, kakorkoli Titan po slovensko, ja. In tam mi je na koncu res bilo malo slabo, no. In se mi je res zdelo, da tako kvazi ta realizem in ne vem kaj,
Tle noter se mi pa ni zdelo, da bi bilo zdaj tok, ampak ja, no, preden mogoče se to čisto lotimo, Mito, kako pa tebi, ti si od nas tudi prvi pogledal, prvi obklukal in tako je rekel, da to moramo delati in da to moramo z Anžetom delati. Ja, zato ker sem na Anžetovo priporočilo v bistvu tako luskočil, to zna biti nekaj zanimivo, šele potem nekje na sred sem videl, da so vsi ameriški že ti late night talk show hosti v luskočil, ne, predvsem Fallon, z priporočili, pa celo intervjuji z castom. Ja, meni kljub, ne vem, zdaj že malo zlajnanim primerjavam z Battle Royalom, pa Parazitom, pa ne vem še s čem, pa kao kritiko kapitalizma, pa dolga in kasnega sistema, bla, bla, tako naprej, je pač enostavno zelo zanimiv, zabaven, gledljiv razvedrilo oziroma popkulturni izdelek. Nasilje gor ali dol. Zdaj pri nasilju bi samo tako rekel, da je napram nekega udejstvovanja v smislu estetike, da je nasilje zgolj samo zaradi nasilja, tle temu mislim, da ni primer, ker je vedno v službi tega, pa malo karikirano, cela serija je malo karikirana, Ja. te orang pastelne barve, brezimni liki za simboli na maskah in uštevilčeni zaporniki oziroma igralci in tako naprej, se mi je zdelo, da pač vse je zelo v službi tega koncepta. Ne? Tako da v bistvu tukaj nisem imel tega občutka, da se gre za fetišizacijo, kot pa za smotrno uporabo nasilja. Ne? Ja. Pa ja, tako, meni, ko grejo to bolj risankasto, ne, je tako zelo slapstick meni izpade. In imam pol, ne pravim, da to zdaj vsakmo, en valjda, ko to vidim, tam ljudje padajo po tleh, ne, Ja. pa ki jih streljajo, jaz štekam, da mogoče enim, ampak moram reči, da meni je to bolj, tako zelo mi, Wiley Coyote, pa to. Ja, ne, mislim, ja. Jaz na ta način to doživljam, tudi če je kriz zdaj v igri, ne, tako, ker Ja. je bila, veliko bolj tako to doživljam, pa ne vem pa, koliko je tudi tega. Jaz imam še vedno to, imam kar ta neko sivo mreno, imam čez, ko gre za res tuje meni, jezike, ko gledam stvari. Čim so to zdaj kakršni koli Azici, ko se na nič ne moreš obesati, se mi zdi, da je že tako, ima že tako neko distanco. Ne, tako, do vsega, v bistvu. Ne. Se mi zdi, da zaradi tega tudi dosti zgubim, pa mogoče kakšni drami ali pa tudi komediji, ne dosti zgubim, ker je malo filtra vmesa. Ampak ja, se pa ful strinjam s tem, da je meni noro. Tako, jaz, če ne bi že kdaj videl K-popa, tako videoprodukcije K-popa, če ti ga ne bi kdaj videl, mi ne bi bilo jasno, kako so oni to naredili. Ker se vidi, da niso imeli ful denarja. Vse so imeli denar, ampak niso imeli ameriškega denarja, to je meni jasno. To se vidi, da to ni The Crown. Okay? To je po mojem cela serija, to je ena sezona The Crowna, kar se to tiče. Tako bi jaz rekel, ki so v resnici 4 sobe, ne pa še to so po mojem samo obrnili, veš, tele, ne. Ampak je pa noro narejeno. Tako meni je zmerno take stvari navdušijo, ko vidiš, da je bilo malo na budžetu delan, pa da je bilo dobro narejen, ker si mogoče se pa da. Za manj denarja, ni treba pol milijarde noter vrš, da bo dobro izgledal. Tako da tudi iz tega to se ful strinjam. No, meni je ta tako stilska in hkrati pol s tem nasiljem, pa tem mi gre zelo pač tako privlačno mi je tudi za gledati, tudi če ne bi nič vedel, kaj se dogaja. Pa še gremo kapitalizme, pa vse ostalo. Ja, se mogoče na tej točki vseeno za tiste malo obnovimo štorijo. Skratka, štorija je v resnici kar preprosta. Seung Gi-hun je izgubil službo, nedolgo tega avtomobilska industrija, zdaj se preživlja kot šofer, živi z mamo, pa velik hazarder je v resnici. No? In ker izgubi več denar, pravzaprav mu ga ukradajo, potem ko je zadev na konjskih dirkah, ker nisem vedel, da so tudi v Južni Koreji neka the thing, da skratka, da ljudje ful stavijo na hitre konje. Na počasne ne. Jaz bi se sam rad obravičil za to šalo, ali še nadaljuje. Ta je res bila zelo očetovska. Skratka, in potem ga nek čuden model, skratka Gung Jo, ga povabi na neko igro, kjer bo lahko zaslužil velik keša, gre tja in takoj prva igra je rdeča luč, zelena luč. Jaz ne vem, če je to slovensko poimenovanje, malo sem brskal po Googlu, pa ni po to nič našel, ampak vem, da se gremo tega tudi v Sloveniji, da je neka otroška igra. Gre za, seveda, ne čisto streznico, ampak saj približek ene igre, ki ima čisto ok ime, kdo se boji črnega moža.
z imenom, katere ni nič narobe, kaj pa je narobe z imenom te igre. Nič. Mislim, da še ena, zelo podobna, malo drugačna. Skratka, tečeš, traja neko besedilo, oziroma na pol zapoje ta nek vers, rdeča luč, zelena luč, in se mora seveda takoj ustaviti, ko je konc. Ko se obrne lutka, ko se lutka obrne, in tiste, ki se seveda ne ustavijo, pravočasno začne streljati. In to je pač prvi ta šok, da vidiš, da v resnici gre tukaj pri teh igrah za življenje in smrt. In skratka, po tistem se tekmovalci odločijo, da bojo, ker jim dajo demokratično pravico, da če se jih večina odloči, da ne bojo več participirali, lahko grejo, in seveda grejo. To, da pozneje, ko vsi pridejo v svoja mizerna, bedna življenja. Ampak jaz mislim, da kleso mene kupal. Aha, ja. Ta moment, da pejte, boljše, tako kot si rekel, dajem na voljo, boste ostali, boste šli. In pol za 2 glasova ali za 1 glas rečejo, pejmo. In jih pošljajo dan, pač domov jih pošljajo. In pol ta poanta, da če jih pošlješ dan, te ljudi, ki so res obupani, in pol prijemo mal do parazita, pa kapitalizem pa to, ne. In se jih mislim, da se jih tako, 80% se jih potem vrne. Ne. Ja, mislim, da se prav rekli so nekje 85, ali tam nekje, se jih vrne. To je pa meni bilo novo. In meni je ta fora je meni dost. Tako, ta fora je meni... Ja, povej. Ja, da sem da prekinil, da sem samo razmišljal, a ni bil ta star... Ta zadnji, ki je bil odločilen, kar je še bolj fucked up, kar pridemo do tega. To pa sploh pomislil nisem. Ampak meni je samo ta fora, da je bilo tako. Mi vas nismo vzeli, zdaj vas pa kle držimo. Meni je to, da si tam prostovoljno, pol je pa lahko vse zlajno. In je tudi bilo, v resnici, kar se teh iger tiče. Ni bilo zdaj neki, ste pa neki novega pogrunda, tudi igre niso, ne vem kva. Pa ta Squid Game, ki si je to zmislil, je tudi imel prve cajta. What? Who cares, ne? Ampak sam ta moment, da pejte, pa so pa vsi pač v real life, pa je tako, jaz ne denarja, sistemi bo še bolj tepom, in bom šel raj nazaj tam, kjer sem videl, da je 50 ljudi so postrelili, To mi je pa, kleso me pa kupal. To je pa meni tako, veš tist huk ali pa fora, ki mi je bila dosti sveža, da mi marskaj opraviči. Tako marskaj, tudi angliško govoreče. Marskaj mi opraviči. Ja, to je pač, skratka, o tem se še bo pogovarjalo, skratka, potem se jih večina vrne in grejo pač skozi to igre, na koncu mora ostati samo eden, in tisti, ki je eden, pobere pač, 45 bilijonov. 40 milijonov. Milijarde. Ker sem šel googlat, koliko je. Zdaj sem pozabil, ampak tudi resen denar za nas. 33 milijonov evrov. Ja, nekaj tako. Aha, 33 milijonov. Mislim, konkreten cash je. Ni. To res ni malo. Ja, tako. Zato bi tudi jaz koga bil. To so te uredniki, v glavnem. Mislim pa, še tako je, ponujena jim je pa zadeva tudi nekaj ta tepe na Subwayu, pa jim pol da denar, da če ga lahko dar, dobi denar, in jih tako prepriča, res si dobil cash, tudi če sem te mogel udariti. Non-stop je ta neka, ljudje so se sami odločili, tako načeloma. Ker veš kaj, mislim, da zelo dobro pada v ta koncept dolga. Ker kao fora kapitalizma oziroma kako te oni govorijo, si ti sam odgovoren, da si se zapufil. Ti si sam kriv za to, kam si se spravil, in pol tudi nekako se, mislim, da ta odločitev, da prisustvuješ k vsemu temu nasilju, hkrati pa da, začneš moliti k novemu mamonu teh 33 milijonov evrov, to si vse sam zbral. Mislim, da to zelo dobro skupaš. Seveda, pač večinoma so vsi zadolženi. To je prva stvar, ki jo moramo povedati, da vsi imajo neke blazne dolgove, ali so pri nekih bukih, se pravi pri nekih kriminalnih službah, ali pa so pač zadolženi, tudi so notri tale njegov sosed, velik junak te četrti, ki je edini, ki je tam študiral, očitno na neki tej elitni univerzi, on je seveda zapravil ves nek cash, ki ni bil njegov in tako naprej. Skratka, ta prostovoljna vrnitev je seveda v smislu, da v resnici ni kaj dosti prostovoljna, ker ti v resnici nimaš izbire, oni sam, ko pride ven, vidijo, da pač zunaj ni šanse, da lahko kadarkoli pridejo do tašnega casha, kot lahko tam noter. In raje imajo eksplicitno nasilje, se pravi življenje in smrt, kot pa v resnici življenje v sistemu, ki je življenje in smrt, ampak dosti bolj na dolgi rok in dolgočasno. Jaz rekel,
Kjer lik vzameš. Ker tudi naš glavni onak, njemu še samo reče, samo to še, pol pa podpiš tlele, pa so jedrca moja. Tako, to so res ljudje. Tako se mi zdi, da to sam reči, da so v dolgovih, je mogoče celo tako premal. To so točno to, pač jedra ti bomo vzeli, ker si dolžen. To so ljudje na tej točki našega izjemnega sistema, v katerem živimo. Ampak še enkrat ta fora, da se prostovoljno vrnejo, to je mene, tam sem rekel, ok, let's do this. In pa sem res pogledal. Prostovoljno si se odločil. Ja, tako. Pa ne, jaz mislim, tako, pravim, pri vsej tej hiperinflaciji, vsega možnega, ki je po TV-ju, oziroma tako, ki je za pogled, mene to doskrat kup. Samo da je neki mal, da je tok zamaknil, da men prodajo. No? Pa všeč mi je, ki je kratka zadeva, ni bilo treba gledati 66 ur razlečenih, a veš, to je tudi za cent. Tako da meni so že te fora ne bo dobra, če je malo bolj weird narejena. Zdi se mi, da dajo glih dovolj nove platine ali špuka gor na površinco teh nekih že obdelanih tem, kot smo jih videli pri Battle Royale pa Hunger Games, pa s tem zasukom prostovoljnosti, ki jih pa te filmi nimajo. Meni je zanimiva ta primerjava z Battle Royale pa Hunger Games. Ja, ki nima, točno to. Nima izbire. Točno to, tam je totalitaren sistem, tam je še ta star bad guy, tam še bežimo iz komunizma, tako pa Kitajske, klepa ni, klepa zdaj že bad guy, to, kar ta zadnjih 30 let živimo, recimo, kar je meni ful dober, da se je tako obrnalo. Ja, s tem, da recimo dobro Battle Royale je itak eden proti drugemu se bojujejo. Tukaj pa v resnici se ne brabili, tukaj se pa zelo hitro pri Squid Game pokaže spet ta prostovoljnost, ko jim seveda oni ugotovijo, da tudi če nekdo umre ne na igri, da je enako legit, da je izločen iz igre, tu se pa zadeve začne komplicirati, nekaj dobimo te tolpe, dobimo to neko masovno zavez, dobimo pač te voditelje, dobimo ljudi, ki izkoriščajo sistem. Kriminalc, ki seveda tudi zunaj, je kriminalc točno v rabi tega, da izkorišča sistem. Je tam kar riba v vodi. Tako, je kar riba v vodi. Ker on je seveda tam eden tistih, tako kot vidimo unga na začetku, ki pač reče ravno vzeli, da bomo ledvičko, pa tako. To so seveda ljudje, ki izkoriščajo obup teh ljudi in posojajo denar, zato da seveda lahko cuzajo še tiste zadnje prestanke. In on se znajde noter k ribca v vodi. Tudi to so zelo zanimive reči, pa seveda karakterni razvoj. Smo reči, že tudi nekaj teh stvari je še preden pa to načnem. Igor je poslal eno vprašanje na chatu, danes imamo vprašanje naših zvestih poslušalcev. Skratka, Igor sprašuje, če je to res kritika kapitalizma ali je to kritika iger na srečo, kamor on vršča tudi borzo. Ne, jaz pa mislim, jaz si zinata nočem preveč o tem. Jaz mislim, da to je kritika kapitalizma. Jaz mislim, da ni globi tukaj. Meni je to všeč pri tej stvari. To ni, kle narabimo 3 panelov žiškom. To ni, ne. To je pač, ljudje imajo dolgove, pejte raj sem, ker nočete biti v svojem lifeu, vsi v to umrli, pa na koncu lahko veliko denarja dobite. In kdo se bo to lotil, se bo lotil in se jih očitno veliko loti in pol vidimo, ko gre. Ampak jaz ful ne bi šel, zdaj pa, ne, jaz mislim, da je to tok na prvo žogo, kar je in je to ok, meni je to ful ok. To je moje mnenje, jaz verjamem, da se da, da kdo lahko še kaj razmišlja, ampak sem še to bi rekel, tudi kar se kapitalizma pa tako tiče, resmo Battle Royale, ki je meni res izjemno všeč film. Jaz sem to enkrat po nesreč to gledal, sploh ne vem, za kva sem ga gledal, ampak ga imam res v tako dobrem spominu, tudi tako, kako je narejen že spet, da je nora, tako da še enkrat, če kdo to ni gledal, ga tole posluša, moj bog, Battle Royale, neki japonski film, kjer še spet, če vam je risankasto nasilje, ne bo ok, ne, milo rečeno, ampak tako res izjemen film, kaj iz leta 2000 posnet, pa tako, kada mislim, res noro posnet. Jaz tukaj ne bi toliko paralel vlekel. Jaz mislim, da je to nekaj azijskega, ki se ljudje malo med sabo. Jaz ne vidim nekih konkretnih paralel v resnici. Tisti je res ena čisto svoja stvar. Tako je bolj ta človek na človeka. Ta mislim, da se bolj sistemom ukvarja, kot se je Battle Royale. Jaz se čist strinjam in v bistvu se mene presenečajo tele primerjave, ker tudi naprimer Matej, naš poslušalec, je tako zelo hitro rekel, da sem bom gledal od prvega dela, ker sem že te filme videl. Pa se sprašujem, če si jih res v bistvu, zato ker te stvari, naprimer tako kot Battle Royale pa Hunger Games, sta v bistvu
v slugi spektakla, pa v službi države. Naprimer, tako si ti sam rekel. Ne? Ker tudi Battle Royale, pa Hunger Games, to se predvaja nekje. To se v bistvu za rajo predvaja, vso to klanje, zato da se množice drži kot to vse bla bla. Gladiatorske igre. Točno to, ja. Medtem kot lepa ni, lepa kot neko intimno snuff film. Ja, točno to, ja. Mislim, jaz prvič, ko me Mateja, predno smo snemali zadnjič ono epizodo, ne, ko mi je opisala Squid Game, sem nekako rekel, to Battle Royale / Takeshi's Castle, kao, ne. Meni se že to zdi dovolj zanimivo, veš, kao, da rečeš, to je nov zasuk. To se meni zdi, da je drugače. Mogoče ima neke podobne korenine v smislu nasilja, pa portret / kritika kapitalizma, ampak ima nekaj novega, ne. Predvsem pa mogoče, kar je pa meni najbolj zanimivo pri tej novosti ali pa tej novi patini je, kako v bistvu pervertirati otroško nedolžnost, pa jo veš shešati ali zmleti skupaj, zmest z portretom kapitalizma, ne, naše družbe. To pa jaz sploh nisem, fair point. Veš, vse so te so res te igre, pač razumem. Tudi na otroškem igrišču, v bistvu na začetku, uvodna špica, to tam le more dve ekipe premagati drugega, tudi na otroških igriščih je vedno tako, ali fuzbal, kakorkoli, ne. Ampak nekako se mi zdi, da skuša tudi to povedati, tale serija povedati, že tam se urimo, kako v bistvu zmagati kasneje potem v našem sistemu. Ne? Ja, pa predvsem je kritika vseh teh milenicov, ki ne grejo iz bajte, pa se ne igrajo teh iger. Tam je samo ta najstarejši, pa dobro, borzni posrednik, samo oni so nekako poznali te igre. Ti ne veš, da bo čez 20 let ne bo nov film, serija v to špuro, ne, pa pač Call of Duty igrali na konjske preživi, dobi denar, vse ostale pa pobijajo, veš, bo pa to, ne. Sam to, pač dajmo se sam res ostati, ta Squid Game. Kdo si je to zmislil? To igro, dejansko to otroško, preprosto otroško igro, kjer moraš narisati nekaj, ki, bodimo iskreni, maligna spominja to, kaj moj čevelj. Pač, neke krokce, kar nekaj. Pa moraš biti po eni nogi, pa priti čez, pa kasiče. Nonsens. Res nonsens. Ja, moram jaz tudi reči, da sem iskal in očitno ta igra v resnici niti ne obstaja, če sem jaz prav razumel. Je pa nekaj podobnega naši Zemlja kralj. Ne, Zemlja kralj je star. Tisti je simpel, ne? Zemlja kralj je zemlja, pa črte, pa ti, pa tole bom vzel, pa tam je neka klepa, ne, zdaj po eni nogi, pa ga pride čez, pa v krog se pa ne smeš v dinih, to je tako mi je stare. To je tako, kako oni ljudje, ki D&D igrajo že 20 let, še simpel. Kako D&D pa reče simpel, tako, kje so pa pravila, pa da une tome. Ki zgleda, kar neki res iz reformacije, razumeš? Ne, samo leto, prvih 20 stranih je vse razloženo. D&D je super, kaj vem, da to ljudje posebej, D&D super, sem pravim, da je ta Squid Game je... definitivno se iz unga uvoda ni bilo čist razumljivo, kaj so pravila te igre. Sicer pa na koncu niti ni važno, ker vas je sam sfajta ta. To je res. Ti zgleda kar neki, ena taka nova soba Mortal Kombat. Narobe je narisana raketa za košarko. Picasso, raketa za košarko. No, ker smo že ravno bomo to za konec prišparali, da ne bomo preveč. Jaz sem hotel še reči, malo se mi je zdelo tudi to, kar si ti Mito prej omenil, ta otročjost, oziroma tako, se mi je zdelo tudi po eni strani, da kaže tudi eno neko otročjost teh bogatih kapitalskih elit, ne? Ker na zadnje, po eni strani je tako smešno, ker ta starec, za katerega starec s tumorjem, za katerega na koncu, čisto na koncu, zdaj pa za vse, ki niste gledali, pa ne vem, zakaj še vedno poslušate, pokrite si ušesa, skratka ta starec, ki s tumorjem, za katerega se izkaže, da si je izmislil tole, oziroma da je vodja. Vse te stvari se seveda skuša prek tega nekako v svoje otroštvo vrniti, doživeti neko tisto pristno življenjsko izkušnjo, pristno tudi domnevam, da strah pred smrtjo na ta način, ker je vseeno lažje se soočiti z metkom kot s tumorjem v glavi, ampak hkrati kaže neko tudi otročjost njihovo, no? Se mi zdi, teh elit nekaj, ko pridejo tisti Američani, karkoli pa že so, v tole gledati, skratka VIP-ji,
pustimo to, zakaj pride na koncu šele, ker so takrat vedno slabše igre, vnaprej so bile dosti bolj zanimive. Ampak glej, recimo pač pridejo tja, Jaz imam odgovor na to. Aha, ti imaš odgovor. Zato, ker jih je pač manj in res lahko stavaš. Največ pri začetnem izboru. To je tako kot na basketu, ki si mulj. Prvo je selekcija, pol te še le dajo v skupino. To je samo zaradi tega. Mislim, da pol jih je manj teh hitrih konjev, bi rekel kolega Harlamov, da lahko pol stavijo. Ampak že ti mi izgledaš kot nekdo, ki bi tudi stavil na 69. To je bilo drugače. A se lahko pri teh ljudeh sam? Ja. Jaz ne vem, kje. Jaz sem videl da enega Craigmod, en model, ki živi, mislim, da celo na Japonskem. Tako res kul pač piše, tako tehnologija, ampak res fajn stvari piše. In je napisal, da kva je bilo pa to, da so kaj pobrali vse učitelje angleščine, ne v Seulu. Ne, to je dejstvo. In jih dal. Bral sem intervju od enega igralca, rekel, s ceste so nas pobrali v Seulu. Jaz sem v bistvu nekaj pretirano nisem glih rabila. Vem, ti si res slabo. Ti si toliko slabo, da smo mi vsi zaznali, da je slabo. No. Je samo mogoče bil pa to pointa, veš. Že tako so bad ljudi, da še mademo še jih kao res, da so. Ja, ker je res ne. To je, mislim, tako je bilo, če bi mene dal. Tako vem, da je bed. Če bi mene dali igrati, jaz bi bil. Okay. Pa vprašanje, kjer v masko imel? Kjer v masko? Drugač maske, to se itak lahko. Dajmo, seveda povemo, zakaj imajo PlayStation maske. Kaj imajo proti PlayStationu? Mene to najbolj zanima. To je dobro vprašanje, ne, ker so Korejci. PlayStation je pa Sony, ne, ki je japonska firma, ne, tako da nikoli ne veš. Ampak moram reči, da že spet, to, kar smo se prej pogovarjali, vidi se, da ni bil brutalen budžet, pač to se vidi, ampak kva so naredili s temi maskami, pa kombinezoni, a se da več? Ne, jaz mislim, da ne, jaz mislim, da je to kar plafon za nek ne brutalen budžet, ne, meni je noro, res iskren, noro, vse, tudi pol ta fancy maske od teh učiteljev, ne, pa so res legit fora. Tudi od tega Dajjoja, se pravi kapetana, tudi njegova je tako kar. Ja, moram reči, da tako nek vibe se ustvar, tako pa ja, pa zdaj, ko smo že pač pri maskah, ne, všeč mi je ta cel, v bistvu sta dva subplota, ne, cel cajt zraven, eno je ta policaj, ne, ki v bistvu nekako išče svojega brata in se infiltrira med te v maskah, ne, in potem po nesreč naleti, meni že spet ena boljših stvari, ne, kjer eni od teh, ki so samo peoni v tej zgodbi, ne, v maskah, enega, ki je dohtar, ki je med temi, ki tekmujejo, pač ga izkoriščajo, da reže mrtvece, ne čisto nekaj, še niso čisto umrli, da pač organe vam poberejo in jih bolj prodajo. Se pravi, vojaki te igre pač prodajajo organe za to, da zasluži. To se mi je tudi zdelo dosti genialno. Tako, to se mi je zdelo še ena taka. In pa kar rečem, da ni dolgcajt. Ja, res ni dolgcajt. No. Pač res ni dolgcajt. Res. Tle je veliko tega in se non-stop dogaja in te tudi drži. Ker če bi to bile sam te igre noter, pa bi mogli toliko drame zvleči iz teh iger, mislim, da bi bilo boring. Pa te subploti so pa tako noter speljani, resmo policaj, pa te organi, ne, so glih toliko noter speljani, da je nekaj drugega spet zanimiv. Ni pa tega preveč, ni pa to tako močno, da bi prevzel uno zgodbo. Ja. In se mi zdi, da je res nor mix, no, tako montaža oziroma tempo, no, vsega skupaj. Mislim, zato, ko sem zahotel, da vleče, res vleče in bolj kar pogledaš. No. Saj meni je bilo tako, da sem. Ja, jaz sem se isto vprašal, če bi sploh potreboval predvsem tale policajski subplot noter, ki ni potreben za zgodbo. Ne, sploh ne. Mislim, pride prav na koncu za tole korejsko melodramo, ne veliko, ampak tako, mislim, da prej doda kot odzame, no, da pač, ker predvsem tele, kako naj rečem, tele minionsi dobijo malo več plastike. Gor. Ja, pa pokaže cel ta, ja, ne, ampak pokaže cel ta mehanizem, pokaže, ne, pa una muskica, ki so res tako pridni škrati, ki se žigajo ljudi, ne, pa tako. Pač res. Če bi se pa res spraševal, so res vsi roboti, ali neki, ker naprimer ta policaj v svoji sobi, pol pa sliši enega kašljat, v sosednji sobi pol skuži, ne, to je neka koda, in mislim tako, malo neko plastičnost dobiš, se mi zdi, da je to fino. Ne. Pa tako pa da konsistenco igri, bolj jo naredi verjetno, da že toliko cajta ustraja. Tam so vsi zavezani v bistvu
molku, nič ne smejo vedeti, tralala, tako da mal teže, da kot je bilo samo, ni važno, zakaj so te vsi ljudje, zakaj jih streljajo, zakaj niso kul, se kula, mal ti razloži to, pa bi so veliko globine, da v resnici. Ja, sej, ko policist do res se izkaže, da ta igra teče že ne vem koliko let, ne mislim, da je ene. Ne, od 90-ih naprej. Celo tako je, se tudi zdi, da je v 90-ih, ne vem sicer, zakaj imajo tako podrobne datoteke vsega, očitno delajo športno statistiko. Ja, pa ker stavijo. Seveda. Ja, prijatelj, kaj, polno pa kaj. Pardon. Pač resno se grejo stvari. Jaz imam par kolegov, ki so čisto v e-stavah, tem predstavo se lahko zmenite. Jaz to sicer nisem full fan, ampak če te zanima, lahko poveš, hej, druga danska liga, imamo, vemo, kva staviti. Oh moj bog. Sem benem, kol ne ve. To je vse fikcija. Vsi so mislijo, da neki vejo. Druga danska liga sploh ne obstaja. Drugače je Igor tle opazil zelo tako zanimivo stvar, ne, da v južnokorejskih filmih, teh, ki smo jih zadnja leta videli, Parazit, Old Boy, The Host, je zelo pogosto pač zapit glavni junak, zapuščen glavni junak, ki tekom zgodbe nekoliko, ne vem, moralno, psihološko in drugače napreduje, samo zato, da bi odkril na koncu, da je še na slabšem, kot je bil na začetku. Tako da to se tudi zdi ena taka zelo zgodba. Ampak jaz pa ful to tako, jaz ne vem, jaz to preveč noter vidim, ampak tako se mi zdi, da jaz ne vem, kako je tam tako čisto kulturno, tako da to si ne upam soditi, ampak pač zase, jaz to tako dojamem, da na nek način se to malo normalizira, to ne gamblinga zdaj kot tazga, ampak da se ga ne kaže več kot tak greh. A veš, tukaj zmeraj je tako, da so ljudje, ki jih v resnici sistem tepe, pa pol zgleda, da je gambling ali pa dolgovi, da so bolj posledica tega, ne tak moral failing, kot je bilo včasih vedno, vsi junksi so bili slabi ljudje. Pa zdaj v bistvu vemo, da to ni res, da je neki zmeraj neki drugega v zadnji. Ne vem pa, veš, zdaj to, če svoje oči tako gledaš, pa vidiš kle nek ta napredek, ali pa oni pač tam so vsi zapiti, pa je pač to sam plot point. Ne, kaj jaz vem, to ne vem, ampak jaz tako za svojo dušo si zmeraj tako mislim, mogoče pa res tudi oni vejo, da to ni taka premica, da un ne gambla samo zato, kako mi čaka, kako njemu to čisto dogaja, ampak je valjda nekaj v zadnji. In potem reče, da so zmeraj na mal slabšem, jaz si pa zmeraj tako rečem, ok, so na slabšem načeloma, ampak je ta zamena se manifestacija se zamena, vzroke pa še zmeraj misli, ker zdaj pa se pogovarjamo na koncu, če ne zafravt. Za milisekundo sem mislil, da še rekel ne, ampak na koncu so obogateni za prijateljstvo, ki so jih sklenili. Ne, it's the friends, it's the dead friends you make along the way. Ne, ampak zdi se mi pa vseeno mal moralno, moralističen, kakoli je, pa da na koncu vendarle zmaga tisti junak, ki najdlje ohrani svoj človeškost in moralnost, dobro, pustimo do zadnjega trenutka, ko mora zaklati unga, in se sam zakolja. Ja, ampak veš, jaz pa to, sorry, ampak jaz pa na koncu, veš, pa še zmeraj ne gredo hčerke, Veš kaj, mislim... Ja, gled, po barvo si je lase. Ja, to je res. Malo je bil tisti fail za frizerjem, jaz mislim, da se je ustrašil, ker res tudi, gled. Jaz sam pravim, da veš pa, mislim, zdaj... Ja, ampak zakaj ne gledo hčerke na koncu? No, sej, to je pa pol, ja, kle se pa pogovarjamo. Ja, ne vem, mislim, jaz tako rekel, upam skoraj, da jo bomo imeli kapol potrdi to, da on v bistvu je good guy, pa hoče zdaj sam kle zaključiti, da gre lahko miren do hčerke, ker če pa ni druge sezone, bo tako, hčerka, bom jaz se kle še malo kvarijo. Tako jaz to dojamem, zdaj ne vem, Tako da skoraj upam, da tudi če slaba druga sezona, sem to, da je ta prva lep zaključena. Ker dobra, ker tudi recimo policista vidimo, da je ustreljen je v ramo, pade dol, smrti njegove tudi ne vidimo. To je res. Ta je prelep, da bi umrl. Tako, pa ful nekih fajlov je tam, ne vem, mogoče nekje na poti do unga šefa, ki je izgubil čistik. Koliko jo je pa ne zmotil, bom kar tako vprašal, koliko jo je pa ne zmotil, da je pač brat glih ta model? Da sta unarva glih brata, sej vem, se te rekel, melodrama pa to. Ampak, jaz sem bil tako, a ja, ta je brat, pa sem rekel, ma ja, okej. Ja, tako sem bil. Nekaj, take stvari včasih ful zmotijo. Klej sem bil pa tako, fair point. Ja. Pejmo naprej. Ne, res, tako sem rekel, razumem, ne morate imeti še ene tangente nekam, dajmo pa to tako zapakirati, da sta brata. Hvala lepa, jaz sem bil res ok s tem. Meni se tudi zdelo ok, predvsem ne zaradi korejske melodrame, ki sem jo pričakoval, ker sem vedel, da mora biti, ker brez tega ni
ni tega žanra spoha. Ne? Ampak, ker je tako, se mi je zdelo, ja, pa se zdi, ker je bil tudi on zapufan. Ne? Pa si rekel, v redu, bom pa malo še tlele po fliku, pa še plačal kakšen računček, pa tako naprej. Nekako padajo znotraj te scheme, zato mi ni štrlilo ven, ne vem, reveal, da bi mi, ne vem, se kar stopil tam, ne, zelo naravno se mi je zdelo. Ne, meni je tako, kljub vsej kompleksnosti in vsem tem, kar smo se do zdaj pogovarjali, da mislim, da doda številnim temam marsikaj, je ta subplot vendarle imel tudi ogromno nekih lukenj noter, ne, to je s temle policistom, tako da na koncu je ta reveal, to razkritje bilo še kar pričakovano, ker je vse ostalo bilo precej nesmiselno. Ne? On se giba sred noter, pobija jih, kar mim grede, se prevlači najprej v enega, pol v drugega, tam, kar ima en gumb narejen na unikamer, da lahko briše posnetke, pač njihov zaveznik od te. Ja, ti se tudi mene, moram reči. To je ena redkih stvari, ki mi je bilo res, kako ni gumb, prijatelji. Ja, gledaj, naredil si očitno, si je pač skriptoma, makro je od spodaj, pause, cut. In je takoj rezal ven ob neki, skratka, blazno nadzorovani, niso full stvari, se mi je pred nosom dogajalo, pa niso videli, on se je tudi skrival v Unikapetanovi, ne vem, njegovih headquarters, po moje 2 dni, ali koliko je bil tam noter, skratka, bratovih, skratka, no, tudi slišal ga je govoriti in vse, pa ni vedel, da je brat. No, sam je, ki je govoril angleški, je bilo zmeraj frontman speaking. Mislim, da se mu je to barva seveda, ne vem, a ti, ki angleš govoriš, kar si vejo, da je Harlamov, ali kaj, to je, kar se samoumevno. Ne vem. No, pa maska tudi spremeni. Ja, to je tudi res, maska malo zaduši. Zdaj nekaj skat lukne. Lukne v lukne. Skratka, tist mi je bilo še kar malo weird, no, kar se tega pač te podzgodbe tiče. Drugače pa tako, katera igra pa vam je bila najbolj tako dramatična, zanimiva, grozna, karkoli od tega? Ja, mislim, da ta zvrvila bila meni najbolj. No. Res? Ja, ta bila meni. Ja, okay. Aha, kaj je bila pa tebi? Ta steklo. Steklo, te most pa platforma, to mi je bilo pa. Sploh zato, ker je bila ta dodatna komponenta, hote, kdor je prvi. Ja. Tako res dobra fora. Pač, ti mi je bilo pa res tako, kul mi je bilo, da je bil on steklar. To se mi je tako dobro zdelo. Ja. Res, to mi je bilo pa tako, sem rekel, poglej, prijatelj, tako sem bil. Pa sem pa luči ugasne, da je res dobro. Ne, hudo mi je tako, ker je bila, zdaj, če hočemo biti malo, da snobi, kot se spodobi za ta podcast. Absolutno povej. To je bila že spet una, še unke je imel znanje, znotraj tega ga pol, razumeš, sistem, frontman, unič s tem, da mu luči ugasne, recimo. To mi je bilo tudi tako ena taka fajn metaforca za sprota, da unke bi dejansko, ki je pa imel znanje, kako se izvitne v resnici za eno teh iger. Za srečo, ker ni zdaj čisti lak ali pa človeku volk, noč od tega znanja, jaz bom pa znanjem, tudi to ni dost prijatelj, pa on luči ugasne. Pa je že spet snaži se mama. Meni je pa pri tejle za steklom bilo edina izmed vseh, ker v bistvu je bilo res naključno, kar si vzel in tu si ga nasrkal. Ker če si enko vzel, ni šans. Če bi bil steklar, si ga najebal v nulo. To je res, Ker medtem ko pa tudi že ono s cukrom lizanje, naprimer, ali pa moraš mislim, tele figurce ven spraviti iz cukra. To bi jaz zgubil, tle bi jaz umrl. Tam se mi je zdelo, da je nek skill, veš, da je nek skill, pa tudi pri vrvi, tam se mi je pa zdelo, da je bil tak teamwork, pa skill, pa kao se mi je zdelo, v kapitalizmu boš uspel, če boš iznajdljiv, pa blablabla. Če boš se medgeneracijsko povezoval, recimo, basta imela svoje ideje. Migrant je bil od zadke, je vlekel vse skupaj nazaj, veš, tako se mi je zdelo, lepa slika se mi je zdela, medtem ko tam presteklo pa je bilo, če si šel, si ga nasrkal, tudi on, naprimer, tisti ful veren človek, mislim, da enega porino, pol se pa sesedel, pa rekel, ne morem več naprej, pa začel druge v bistvu še parazitirati, pa tako naprej. Pa se mi je zdelo ta od vseh mogoče malo najbolj, meni. To meni čist, se ful strinjam, ampak meni je bilo pa glih zaradi tega všeč, ki je bilo ta nepredvidljivo še notar, ki je bilo še to, tudi to je del tega, da včasih je pa pač, a veš, kocke mečeš, dobi sedem, ali pa staviš na hitre honje. Se bi to vse, tudi ona s cukrom, ko je on marelco dobo, si točno videl, da ima mrak na oči padal. Pa v bistvu njegov kolega, ki je predvidel, tale borzni mešetar, je videl, pa mu ni povedal, ker on je pa itak vse igral na svojo iznajdljivost, pa intelekt. Ja. Tudi seveda on se tle
tle je pač vrh pri tem mostu, nekaj se on izkaže za res totalno, pač ne, jaz te bom tudi porinil, samo zato, da pridem jaz do konca. Pa tle se mi je zdel, na tem mostu se v resnici vsi ti ploti med sabo povežejo, povežejo se, razrešijo na nek način. Ja. Se tudi policaj tam ravno ugrabi unga, zato ker ga odpelje še za kakšen blowjob na stran. Ne? Pa seveda ne smemo pozabiti na kriminalca, pa to njegovo noro žensko, oziroma pač uno, ki je malo histerična. Ja, loose cannon. Ja, predvsej tako, screw loose. Unaga pač pograbi in v objemu padeta skupaj. Ti se mi je tudi zdelo tako zelo poetično. Ja, ampak tako, meni je bilo, meni so bili vsi kul, no. Tebi so bili vsi kul. Ne, vsi so mi bili. Si za vse. Ne, da so za vse. Amben mi ni bil boring. Amben mi ni bil boring. Tako, vsi so bili. Pa moram reči, da ta je v bistvu Severna Korejka, ne. Tako pa ta ženska igra, to je pa, sorry, to pa, ko vsi ostali so bili ok, ta pa v filmih. Jaz upam, da bo v filmih. To je že spet. To je pa res. Zelo zanimivo, to je bila res utelešen cinizem, ti je bil najbolj všeč. Pa ne tako cinizem, ampak tako, da je en to kot fura, pa mogoče tudi zato, ker ni imela toliko tega over the top actinga, ki je tam dosti prisoten bil, mogoče, pri ostalih. Ampak pri njej sem res tako pozabil, da Korejc govori. Pri vseh ostalih sedem, da so Korejci praktično. Tako, pri njej pa tako, resmo, to zmerno rečem, za parazita, resmo, ki meni res že spet. Pač, ko sem prej rekel, siva mrena, ki imaš česa, ki ti je res tuje, pa pri parazitu, pri večini, pa 3/4 pozabiš, da je v korejščini. Tako sem ga jaz doživel, pozabiš, pač lahko bi gledal, lahko bi pa mačar zgovoril, pa bi bilo kar primerno. Štikl trivije, ki sem jo prebral ravno o tej igralki, pa na glasu, ki ga ona uporabljala v bistvu za igro, ona, ko se z ostalimi pogovarja, je v zelo južnokorejskem na glasu, medtem ko pa, ko je sama ali pa z tem roparjem, banditom, je pa severnokorejski. V bistvu taki nek baje fini, ki ga bojo samo Korejci zaštekala, da v bistvu tudi ona pred ostalimi skriva svojo identiteto. Ne, meni se zdelo tam tudi pač tako zelo tudi, bom rekel, kompleksen, ker ponavadi pač tudi Južnokorejci, seveda Severnokorejce zelo prikazujejo stereotipno, prebežnike. Tle mi je bilo res super, zato sem rekel, da je pač utelešen cinizem, pač zakaj si prišla v Južno Korejo, ker sem mislila, da bo to boljše. To se mi zdelo tako, wow. No, pa že to, pa Pakistanci je noter, ne. What? Veš, tako, to je meni super, mislim, vse je token Pakistani, ampak je, ne, mislim, ne vem, jaz moram reči, da so ful so bili, meni so bili vem, da se vedno k temu vražam, ampak vse to je res vsaj pri meni doprinesa k temu, da je pač meni padalo. Kar je ful redko. Lahko bi bilo še tudi Saplot s policajem, recimo, ki se strinjam, ni najjača stran te serije, pač absolutno, ampak ga je pa ful manj, pa to, kar je, ti da malo vedeti, kako cel mehanizem deluje, pa tako, kot sem rekel, tudi sta brata, ok, pojmo naprej. Tako res, ne pričakujem, jaz sem vedel, da ne gledam do Wire-ja tukaj, to sem, veš, to, vse, kar gledam, grem s tem noter, ali pa Gilmore Girls, kar tam. Ampak tako, mislim, še kaj sem jo hotel še vprašati prej, kje bi se pa vidva najbolj znajdla? Gremo reči, da preživiš do vse. No, skratka, to je tudi Igor postavil to vprašanje, skratka, pri kateri izmed iger bi se najbolje odrezali in katero taktiko bi obrali za zmago. Jaz sem že povedal, jaz bi pri unih medenih, karkoli so že bile tisto, jaz sem umrl, jaz sem ročno, res nisem spreten. Jaz da bi mogel unu ven zrezati, jaz pa tam kar pola, jaz sem 72 avionov sestavil, ne modelov. Jaz tudi, če bi imel zvezdo, kaj bi že najbolj simple, bil trikot, krok celo. Tudi če bi bil krok, bi sem ti s pogledom vrgel na tla, se razbil. Kar pojevajo. Kar šubi do unga, pa pištolo na glavo. Jaz ne bom niti probal. Sugar rush me, daj. If you gotta go with a smile. Ne vem, meni so bile une frnikule mal, tako ti mi je bila res najbolj lame igra od vseh. Ampak je bila tako dinamična. Ne, ampak je pa poanta, mislim, se pa ful dobro poklop, tako pol zveš, da je to ta star, ne. Da je ta bila za ta starega narejena, ne. In jaz bi recimo, jaz mislim, da bi frnikule bi skoraj najraje igral. Jaz tudi. Ker bi, ne vem, bi bil zares dober, ampak mislim si, da bi bil dober. Jaz pa ne. Jaz nisem igral, pa svoj čas sem bil ok, I guess. Preživel sem, mislim, ampak nisi igral to od Ne, to ne. Luknja. To, kaj bi se on rob, mislim, zločinčeval. Ja, tisti, ko si gleda kriminalce. To bi vama bilo. To mislim, da bi bil ok. Moram pa reči,
tako da ta vlečenje vrvine. Ja, tiste je bilo, una giljotina, tiste je bilo res. Tam je bilo tako, tam je bilo pa res, ne vem. Če smo prej rekli, ta risanka, ta smrt, tam je meni najbolj tako bilo, bog, da te kar padajo. Tam sem bil prvič, to pa še ti pokaži, ki so dol, vsi malo trda za neko, dajte, come on, man, vse ostalo je bilo bolj over the top, še tam, ki streljajo, vidiš, kako frfaltajo vse, ki veš, da ni tako, ne. Tam je bilo pa kar tako malo, mislim, če bi bilo tako, da bi jih mogli oni dol potegniti, pa pol oni spustili, ne. Resno bi rekel, ne, una giljotina, pa res tako, na vse ste mislili. Na vse. Ja, ker tle sem se jaz več spraševal, kako bo je pa to, mislim, kako bo oni padli, bo je valjda une potegnili s sabo, ne. Ampak sistem misli na vse. Zelo lepo, skratka, no. Zelo so premislili vse skupaj. Sicer pa sem jaz še hotel komentirati to, tudi ta njihova okolje, v katerem so, zgleda tako zelo Disney World, zelo tako nekak... Otroški paviljonček, ne? Mislim, edino kar tako bolano, sterilno je ta njihova spalna soba, rečemo, ki je potem seveda klalnica, ne? Oziroma klavnica. Pa ne vem, če sta mislim, na sredi je velika kupola za denarjem, naš novi bog, ki se celo osvetli kot neka luč, noter sije, vesta. Ampak ne vem, če sta opazila čisto na koncu, ko se po stenah. Na stenah, a zvido. Ste videl? Na stenah so v bistvu simboli vseh iger, ki so bili. Skratka, oni so od začetka imeli... A pa je to od začetka? Ja, bil sem pozoren, ampak veš, ker je toliko postel, ne vidiš, videl, ne? Je bilo že vse zadnje. Ja, in imaš od zadnje v bistvu tele grafite, bom tako rekel, ne? In imaš vse igre že naštimene vnaprej. In oni, če bi bili, kako ne rečem, dovolj radovidni, ali pa da bi se skupaj povezali. V tem kontekstu je to, bi lahko že bili... Hva se pa gre? Glede na to, kako slabo so jih prehranjevali tam noter, dobili so neko jajčko. Je to za nalaž? To je bilo za nalaž? Vem, da so lačni uspeh. Ne, tako so štedili, kaj bi bil ta komentar sploh pomenil, zakaj je dal to noter nam, da vidimo. In posledno do edinega takega klišeja odgovora prišel, sistem ima že v defaultu vgrajeno, to je igra, kako bo šla naprej. No, ampak zdaj nočem preskakovati, ampak na koncu, kjer se vidi, da koliko ste pa vi imeli denarja za to, ki je pa na koncu ta stari na smrtni posli, tako v eni sobi, z oknom. Ja, ampak cel štuk ima za sebe. Ker to je težko dobiti, po mojem, v neki poslovni skali. Veš, kaj sem za najet. Če hočeš nekaj posnet, ne, to ni penthouse, ne. Soba, luč pa stol, pa neka random mašina za srce, a veš, Pa optiko, to je. Tako, ampak deluje, čist deluje, pa pol je ta še, unga celo nekdo reši brez domca dol, ljudje smo dobri, tralala, kar se mi zdi čisto ok poanta. Jaz pravim, jaz ne bi ful prerazmišljal, jaz sklejo vse kupam. Res, vse na prvo žogo, pa ne rečem to tako iz njega, da pa bi pa zatežil, če bi preveč razmišljal, ampak meni je kul, da je jasno, če je, tako ga jaz dojemam, še enkrat, lahko se kdorkoli ne strinja, ampak meni je ok, če je na prvo žogo, pa da je zabavno, meni je to kul, meni treba, in zato, ker je na koncu bila bela zastava namesto zelene, razmišljam, ne, ali so ljudje dobri, vsi ga pustijo na mer, ga je prišel iskat, top. Jaz bom pa tako nadgradil, tako dobro poenostavljeno je, da štofa za razmišljati, kdor se bo pač vzel čas za tole, da bo lahko šel globje. Ker tudi tako, ko smo že vse omenili, nasilje, otroške igre, sistem, bla, bla, to je vse noter, ampak ne rabiš, lahko je samo entertainment, lahko je samo pač človeške drame, zgodbe, vse to je noter, imaš pa še tisti surplus več, če se želi z njemu obadati. In naprimer, ko smo mi včeraj objavili naš teaser, da bomo tole snemali, potem čisto na dnu na aparatu so ena napisali, še tole, to najstniki gledajo, da že tako imam probleme, a veš kar neki, stara, noben nima pištole, da mora kdorkoli kaj gledati, ampak tako se mi zdi, zakaj pa ne, se v bistvu je dosti več štofa tukaj za pogledati, pa za naučiti se, mogoče za razmišljati, veš kaj mislim, da ni zgolj, ker če boš rekel, da je zgolj tako, naprimer, da bo zdaj celotno zadevo preveč poenostavil na zgolj nasilje, kar večina folka počne, je narobe, ne? Mislim, fajn je, da začneš simpel uživati, gledati, pa reš globi. Ampak vse je rekel, mogoče ne za osnovno šolo. Ja, šur. Mislim, srednja šola, morda. Prvi, drug dan. To, da ti pokaže, da se takrat lahko še pravi čas odločiš za pravi študij. Definitivno očitno niš za študirati unga, kaže on neko poslovno matematiko ali ne vem kaj me on. Na nekem inštitutu, ki je očitno samo 4 pridejo. Pri nas ni teh problemov. Jaz mislim, da če te ta serija kaj nauči, bod doktor, lahko v igri sodeluješ, imaš pa še side job. Side job, to je res.
To je ta lesen. Ja, to je to. Sej, a ni tako čisto normalno v našem zdravstvenem sistemu, da si doktor, pa imaš side job. Žal, ja, to je dosti res. v bistvu, To ja. je to. Zdaj ne vem, Močne besede, gospod urednik. Ne vem, kako je pa v književnosti. Zdaj ne vem, če pač počnejo take stvari kot tle. No, to jaz Jaz bi se samo rad distanciral od izjave gospoda Harlamova. Jaz ne menim, da zdravniki v Sloveniji rešajo ledvice van ljudem. Ne, še. Mislim, zapiske dela, ali si zapiske, kaj si pišeš? Gotovo jih presajajo, kako ne režejo. Ampak to ni side job, v glavnem. G.I. Joe je ok. Side job je, sej odstranili. Levice Bumc. Ja, res. Zdaj je pa una šala o konjih, ker roke izgleda. Ja, jaz mislim, da smo preveč dobro. Skratka, vseeno priporočate ne ravno najstnikom, no, ampak starejšim pa prav gotovo. Pa jaz mislim, da tudi najstnikom je prav. Saj sem za staro, rečemo 16 plus, ajde. Okay, to bi mogoče. Mislim, nasilja je toliko po TV-ju, čist brez supervižna konzumiran. Tole mislim, da na Čist brez supervižna. Ja, supervižna da mislim, da to niti malo ne odstopa od tega, kar je. Ja, pa ta risanka sto mogoče res da vedeti. Ne vem, jaz to se mogoče strinjam, ampak ni tako za ful mlade. Ni, no, to dejstvo, ni za YouTube Kids. Ja, tako. Seveda, da ne. Tako da mislim, da tisti, ki bi se zdaj izogibal zgolj zaradi nasilja, ful izgubino. Pa jaz bi stavil na številko 17. 17. Ja, ne zato, ker vem, kdo je, ampak to imam jaz, ki si prej rekel, ti bi pa 69 metrov, nice, ta internetna fora. Ampak ne, jaz imam moj filler številka je vedno skoraj 17. Zmerno rečem, ko hočem reči nekaj, to je bilo pa 17, krat, tako da bi zmerno 17 stavil. Zato nikoli lota ne zdaj. V glavnem. Ne vem, če vemo, kdo je bil 17, mogoče že ubit. Ja, mogoče je to prvi, ja. Ne, drugače, jaz hočem še en, da ne pozamo še en prizor, ki meni res ful tako. Ta bolj tragičen, dobro, se jih ful umre in tako mi je pa tist, ki oni ugotovijo, ta dramska napetost, ko seveda vsi ugotovijo, da se poparčkajo za te frnikule, potem pa ugotovijo, da seveda igrajo eden proti drugemu, ne skupaj. Ti se mi je zdelo pa tako in potem seveda naletimo na moža in ženo, ki skupaj tekmujeta, ti se mi je zdelo vseeno kar. Močno pa zdelo se mi je kar velik spregled njegovih kolegov, ki niso vedeli, kaj bo zvečer naredil. No. Človek je kriv za smrt svoje žene. No. Ja. To je, mislim, ti si je bilo, pa moram reči, jaz sem zelo navil za Pakistanca, ki znam. Na napačnega konca sem stal. Migrante zmerno tegnejo. Jaz sem za Severno Korejko ful navil, jaz mislim, da bi ona bi bila, meni se bi zdelo tako. Ja, jaz sem vedel, da ima brata zunaj, sem vedel, da ima šest. Čeprav na nek način je zmagovalka. Ne, ona je veliko naredila. Veš kaj pri tem oparu, zakonskem oparu mi ni bilo jasno, zakaj sta šla oba sploh v defaultu igrati? To je meni možnosti. Je ležit. Mi je zaradi tega, ker all in. All in. Ja, definitivno ste vedeli, da bo eno ni umrl, no, to ste mogli. Ja. Definitivno pa seveda nista vedela, kakšne igre bojo, ker do takrat so bile precej kolektivne, ne. Zdaj pač eden proti drugemu. Ja. Mislim, ker ona dva se vrneta, ne? Po prvi igri. Ja, to imaš prav. Čeprav to imaš prav, to se kar malo strija. To se malo strija. Ne se eden vrne, pa upaš na najboljši. Ja, pa če ni druga, lahko ta drugi ostane zašpecano. Pa neki, no, kao, tako se mi je zelo. Mogoče res je. Jaz bi sicer k tebe vzel mito zraven. Ali pa to? Ta prva igra, ki igramo, je Frnikule. Ali pa to že spet ne, če hočete že spet biti, da smo pametni, ne. Je pač sta zato, ker si enkrat pročen, so dolgovi, ne, itak na oba vezani. Razumeš, ne more eno stadijo stati, drug umret, pa je še zmeram na istem in sta rekla, fuck it, gre not. We shall see, ne. We shall see. Tak, brez izhoden položaj v resnici, ne. Okay. Kupim. Ker tu če na ženo daš firmo, že zmerno sti, prijatelj. Upam, da bo kdo v komentarjih to odgovoril, kaj Južnokorejci ne poznajo bankrota, osebnega stečaja. Ampak to ni, jaz mislim, da gre to fora, pač se to v resnici ne pomaga. Zato, ker veš, Tudi denar moraš imeti, ni tako, ti moraš nekaj plačati, da razglasiš. To pa itak, ker so enkrat pol buki v igri, veš, to je kva, se niso vsi sam bankam dolžni. Mogoče v unih 16%, ki se ne vrne, oni so sam bankam dolžni. Meni se zdi, da
teh folka se mi je zdelo, kao, da so zapufam pri kakih loan sharkih, sure. Ampak tale Wunderkind, ne, iz Geta, ki je matematični borzni mešetar. No, sam tako, ne, kolegom dolžen. Ja, ampak se mi je zdelo, veš, on še svojo mat potunka, ki zapufa njeno tole bogo trgovinco z temi morskimi sadeži. Močna beseda. Ja, okay, stojanca s ribami mi to. Ja. Pri čemer jo očitno na koncu obdrži, ne da bi mogel on posredovati. Ne, mislim, da se preseli potem ona na cesto, veš. Ja, zato ima un kart. Ja, ima zdaj kart. No. Ja, pač gre na slabše. Mogoče pa boljša lokacija pri kartu, bliže morju. Se točno to mito. Če je tisti trgovinca, kaj pol kart? A la kart. Ti joki so vedno slabši. Ja, jaz mislim, da na tem to pravi trenutek, da nehamo. Mito, ti nisi nič napisal v Star Trek. Veš, da sem si glavo razbil, kaj bi Squid Game, kje bi lahko v Star Treku nek tak špil bil, pa mogoče kar nažeta potuko, če imaš ti kakšne ideje. Ne, tisto, kar sem se spomnil, nekako sem hotel Ferengije noter uvaliti na nek način, ampak nisem se dosti Ferengije, veš. Ja, vem, okay, razmišljam. Kaj je? Je nekaj kapitalizem, pa to bilo najbolj zicar v resnici. Nimajo nobenih iger. Kar sem se pa spomnil, je pa seveda klasična epizoda, ko gre Riker na Rajzo in igra un špil, ki ga zasvoji. Veš, tako da sem saj neka igra je, pa sem si rekel, cool. In pa je ta druga, ki je pa še bolj literalna, je pa to je tudi The Next Generation, sem pa pozabil, kaj se epizodi reče, vedel sem, zdaj se ne spomnim, ki je v bistvu, ki unga Ligna rešujejo, veš, ki je Baby Ligan, ki ostane, a veš, ki ostane sam, se neki zligni, dan! To je res, kar je. Sem pa se zdaj spomnil, hvala za to, ker nisi Deep Space Nine gledal, je pa tam ena fora, ki v bistvu padejo ekipca Deep Space Nine v igro Dom, mislim, jaz tako v ruleto njihovo, in oni morajo igre skozi, da pridejo nazaj. Imaš pa seveda Game Masters of Triskelion, iz The Original Seriesa, kjer je pa dobesedno to. Ampak tam za tega nisem, ker to, ki smo se na začetku, ti si Battle Royale, tam nekaj njih ugrabijo, zato na njih stavijo, kle tega ni, je pa dosti blizu v resnici. Ja, bom ti poslal še ono epizodo, zdaj se ne spomnim. To smo vse v Star Trek kotičku, jaz bi sam dve reči imam v Star Trek kotičku še zapovedati. Ena je, glejte Lower Decks. Lower Decks je ta risana serija, ki jaz moram reči, da to bo med top 3 mojimi Star Trek, tako mi kaže. Zdaj sta 2 sezoni, jaz sem noro navdušen, ne hecam se. Zakaj? Ker jaz sumam, zakaj ti ni všeč in jaz mislim, da ni to, kar ti misliš, da je. Dajmo se enkrat drugič to pogovarjati, ker mislim, da je vreden. Jaz sem full fan, res ekstra fan sem. Zdaj razmišljam, bom nabavu ta Ritos majico, ni važen. Druga stvar, jaz sem bil zdaj na Švedskem pred kratkim službeno, in sem šel v Stockholmu, to je zdaj full tak top tip že spet, obstaja sci-fi bookstore. Res v centru, samem centru Stockholma, pač tam na unem točku pri mestni hiši je pač ena nora trgovina, če ti je cool, pač sci-fi, res knjig, noro, res noro. In sem noter kupil kot darilo za mojega otroka, za Jureta. Ne. Za otroka eno v bistvu taka Where's Waldo Star Trek knjiga obstaja, Search for Spock. In je v bistvu tako narejena, da so te velika je sprav ful enih stvari narisanih, moraš Spocka najdeti. Zraven moraš kje je še Uhura, pa Kirk, pa tako. Zdaj je to noro dobro, res. Mislim, da sem, ne vem, nekih 15 ali 17 evrov, najboljši denar, ki sem ga zapravil. Res, toliko dober, ker zdaj zvečer, ko berem, mislim, je noro dober, res. In sem prvo rekel, Search for Spock, jo najdete, pač na netu je zihar. Če ste kakorkoli fani Star Treka, pa imate otroke, tako best buy. To sem res, nekje sem mogel to deliti in sem klejal. To je res en protip. Jaz pa upam, da lahko naslednjič že delil, ker jaz pa čakam že en mesec knjigo iz Amerike, so pa Star Trek Maps. Lepa.
Mislim, da sem jo iz 90 na 35 evrov uhvatil, ampak okay. zdaj koliko še na carini ruke. Ampak imaš take ogromne lepa. Vseh teh planetkov, pa lahko, ne vem, če si toliko fan, greš, da so bili na rajzi, pa so pa hitro sem potovali. No, pa jaz sem med karanteno, mislim, lockdown, ne vem, ko se temu reče, med pandemijo, ki je že konc, sem sestavil Revel model Enterprise A. Tako 1:72, mislim, da je, sem jo draga kupila za moj bog, tako da je 4 leta nazaj za rojsten dan mi je stala, zdaj, ker sem pa v penziji. Pa je bil lockdown, ja. Pa lockdown sem jo pa dejansko sestavil, tako da imam zdaj enega Enterprise. Lepa. Fancy. Ja, nalepke moram doče gor, ostalo, že štimo. No, kaj bo, še ni končal. Ja, no, ni, to je res. Še čakaš na ampak ta main build je. Ne, to je Enterprise po Wrath of Khan, ki prije vsta razfukana. Tako. Brez nalepke. Tako, definitivno nalepke odpadajo. Super, to je bil Star Trek kotiček in smo v kotičku, kaj gledamo, beremo, poslušamo, špilamo. Anže, ti si prvi na vrsti kot gost, kaj takega gledal, bral, poslušal, špilal, kar bi priporočil ali pa ne priporočil? Gledal sem Dune. Aha, film, ok. Ja, to vem, da boste delali, ampak jaz bi kar se splača pogledati, to bom rekel. Špilam pa to bo zdaj, glih sem napisal, pač sicer prvič v življenju, pač kaj opis recenzijo enega špila in to je Mini Motorways, ki bi ga res priporočil. Za jezbino? Tako, za jezbino, ne. Ampak kar pa igram, ko lahko, no, igram pa ene zelo stare špile, to sem pa mogoče kleclo kdo vedel. Stalker, no, pač v bistvu eni ukrajinski špili, v bistvu prvoosebna, bi rekel streljanka, v resnici ne. Taka neka na pol horor, je pa po teh, vidiš, že spet bi lahko vedel, bi kul izpadel, glih zdaj kaj harlamov kle. Ta sci-fi, v bistvu ruski, una dva brata, ne. Ja, brata Strugatski. Ja, tako, Stalker, te dva, no. Ki je po temu v bistvu narejen, pa polk je Tartakovski film in film posnel, ne. Boris in Arkadij Strugatski. Tako. Pa Tarkovski, ne Tartakov. Sorry, ko sem rekel, ja, kaj to je unke je delo. Tako. Tiste dober, jaz mislim, da sem na enko igral že dolgo. Ja, moram reči, jaz sem zdaj v bistvu 1, 2 in 3 so, ne, mislim, nimajo tako, ampak ta zadnji je v bistvu, če bi zdaj šel igrati, bi vsem rekel, da to je tega, ta Kolto Pripjat igra, ki je najbolj tako spiljen. Zelo zafrkne, ker v bistvu ni kar tako na juriš varianta. Ne, zmatraš se, paziti moraš, tako noro. Vice, da so neki nori Ukrajinci to delajo, to ni zahoden špil. In je cela skupnost teh nekih Rusov, ki ga modajo in pečejo, to je iz leta 2012, da smo si najjasnem, to je takrat prvo pršel. Neki ludi Rusi, pač, in zdaj je dvojka napovedana naslednje leta. Ko mi čakam, iste ljudje delajo, v bistvu ta GSC se je nazaj neki formeru. To je nek tak indij špil, ampak mislim, absolutno nepopoln špil. To ni, v Jokerju ne bi čez 90 parš, boh ve, koliko mu je sneti takrat dal. Po moje ne, čez da bi bilo zavidati, no. Ampak tako noro dobro. Tako da to pa berem. Srško spok. Ne, fuck it, imam nekaj za reči. Imam nekaj za reči. Bral sem Scalzija, v bistvu John Scalzi. Ja, on je pač meni genij, pač od Old Man's War, ki je pač klasika, kar se meni tiče sci-fija. Je zdaj napisal zadnje, mislim, ne vem, so čista zadnje, no. V bistvu je trilogija, kako se že, The Collapsing Empire, mislim, da je ta prva, no, pa naprej. Neka trilogija knjig, kot pri njemu s humorjem, res dober sci-fi. No. In sem v bistvu vse 3 prebral tako, in po dolgem cajtu, da sem nekaj že spet čisto odpadal. Si gledal zadnje prejšnje Expanse, čakaš nove že? Čakam nove, ne. Tako da, vse sem že pogledal, sam čakam, da se, sem pa še vedno kar Orange fan. No, ok, super. Sam čekiramo. Pridem, Sorry, to sem bil ful dolg, ampak sem Ne, super. Nimam več tog podke. Ja, snimaš pa odbita dobita. Imaš zmerja. Preden te zapustimo, oziroma preden grem na Mituta, moram vseeno vprašati, ker fani sprašujejo, ali bo zdaj, ko bo House of Dragon drugo leto, a to pomeni, da se glave vračajo? To je zelo dobro vprašanje. Mito, kaj pa ti gledaš, gledaš in poslušaš? No, mislim, da si zdaj dobil odgovor. Vsi tisti, ki ste to spraševali, in zdaj bi bil na vrsti Igor spet.
Igor, Dobro si povedal, Igor. ja, hvala, Igor. Ful je videl vsega. Mogoče bo po montaži. No, Ja, mogoče se bo Igor pojavil. inštaliral. Midva ne bo vedela, ker ne poslušava. Mito, kaj si ti pogledal, prebral, odšpilal? Tudi sem Dune pogledal, ne, ampak bomo delali več o tem, pa nekako sem zopet zaštartil 1984 zbrani, ker vmes sem ga presekal za Wheel of Time, ker sem tudi za Jazbino članek pisal. Pa ko pa tole zaključim, me pa čaka Expanse. Sem si rekel, da bi probal rukati do naslednje sezone vse knjige, ki so do tega, ker nekako sem najbolj užival v tem, če sem spremljal knjige in serijo zraven. Zdaj se bo itak končalo, še preden bo knjižne zbirke konc, ne? Pred koncem. Mislim, zadnja sezona je zdaj decembra. No? Ja, ampak mislim, da 9. torej je že zunaj, veš, tako da vse zunaj. Ja, mislim, ampak serija se prekončala, ni tako? Ja, serija se prekončaja. Pri katerem 5. ali 6. Jaz sem končal pri Cibola Run, torej 4., 5., tu nekje sem končal knjige, no. Tako da še me kar čaka. No. Tole. Kaj pa gledam? The Office. Pa Seinfelda nekaj malo. To sem že vse 100krat pogledal, pa zdaj na Netflixu zopet. Ja, The Office je spet. Ja, to sem midva gledala zdaj v lockdownu. Ameriški. Ja, ameriškega so v lockdownu celega pogledala in to se res plača. Ja, super. To se res plača. Potem pogledal sem, mislim, da zdaj že skoraj do konca, ne vem, če še bo en del, What We Do in the Shadows, 3. sezona, še en del je, ne? To pa Curb Your Enthusiasm čakam zdaj. Tons je bil zjutraj ob 4, ja. Sem videl. Pa že zamujam. Ja, ker sem jaz včeraj tudi pogledal, ker sem mislil, da je že včeraj, pa pol sem videl, da piše, da pride ob 4:45 ali nekaj takega. Sem rekel, tega ne bom gledal živo, ampak pustimo to. Ja, jaz nisem nič, razen Duna, ker sem gledal Squid Game, tako da nisem uspel nič drugega pogledati vmes. Ljudje in ljudine ne boste verjeli. Jaz sem še eno priporočilo, ki je mogoče presenečenje, ampak The Thin Red Line. Zdaj pa čakam, da bo še res kaj pametnega. Mi moramo za njega že imeti on sound clip, ko on monolog fura kao, what is this? Res, to je res, če niste gledali, mogoče najboljši, najlepši film vseh časov. Jaz to res rečem, to ni šala, vem, da se klej zveram norce, ampak jaz mislim, da je to res tok izjemen film, da je nor, jaz sem pa knjigo bral. To sem že vse povedal, ampak prosim, enkrat ga pogledajte. Pa ne mene povabiti. Pa kar naredite epizodo, pa boste pa dobili pisma od mene. Ampak jaz bi sam ljudem, ki to poslušajo, The Thin Red Line, izjemen film. Hvala, že. Je tako dobro, ker harlamo več ljudi. Ja, veš. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 103. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na Mail Bot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža aparatov. Z vami smo bili, da vidim, Anže, so stvari, ki so ološ, to ni to. Mito, korejska melodrama, Gegič in Aljoša, side job. Harlamo. To je ok. A to je tvoj red district name. Ja. Tole epizodo smo posneli v prostorih Mladinske knjige in Cankarjeve založbe. Kopriva profila. Za gostoljubje lahko zahvalimo predvsem meni in krompirjevim počitnicam, da smo imeli tukaj mir. Naši poslušalci lahko to storite recimo tako, da te kupite kakšno fajno knjigo. Kjer plug. Če vam je bilo všeč, kaj ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcasts, spremljate platformo Aparatov z odličnim izborom podcastov za vsakega in če boste v naslednjih dneh slučajno naleteli na koga, ki vam bo zatrjeval, da lahko s sodelovanjem v neki igri zaslužite ogromno denarja, ga najprej vprašajte, če gre za tekmovanje v zabavo elitnega vrha, v katerem najebejo številni reveži na dnu. In če vam pritrdi, pojdite takoj stran, ne ozirajte se, ne pogovarjajte se z njim, samo stran, tip je namreč od Herbalife. In ne pozabite, edino, čemu morate reči da, je vaš partner ali partnerica, pa še to samo, če ste v to 100% prepričani, ter v naslednji epizodi podcasta Obot, o tem pa sploh ne rabite razmišljati. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast.km.
Obod brez pikic, tja delimo rajcerje, prikolice, novice sveta, žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, recepte za lignje, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 103. epizoda, 4. epizoda 4. sezone, ki se daje za vas. Naslednji teden se znova poslušamo, ja, že naslednji teden, 2. novembra. Govorili bomo namreč o čem drugem, o filmu Dune oziroma Peščeni planet. In pa še, torej imate še en teden, da tole poslušate, vmes pa je še Halloween special, se pravi special za Noč čarovnic, ki ga bomo glede na Igorjevo zdravstveno stanje najbrž spustili na splet soboto, mislim, da smo rekli tako nekako soboto zvečer, skratka, da se boste fino prestrašili za Noč čarovnic. Ko bomo pa snemali Dune, se pravi potem v torek, pa bomo vam tudi povedali vse, kar pripravljamo v naslednjih tednih, mesecih, do konca leta in naprej. Pripravljamo namreč veliko finega, tudi novo priložnost, da nas pridete poslušati v živo, 2-kratno priložnost celo, tako da vsekakor prisluhnite in potem seveda spremljajte tudi naša družabna mreža. Drage bodovke in obodovci, se poslušamo znova naslednji teden, kdorkoli in kjerkoli že ste. Okay. Rečemo adijo naenkrat. Čau. Ne, puf naenkrat.